U imieniu Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. Mir z wami. Dragi Načkov Alojzij, prečastite ekscelence, častiti duhovniki, redovniki in redovnice, dragi verniki. Na to misijonsko nedeljo imam čast opraviti prijetno nalogo, ki mi jo je zaupala njegova svetost, papež Frančišek, da podelim palji njegovi ekscelenci monsignorju Alojziju Cviklu, mariborskemu nadškofu metropolitu. Ko obhajamo obletnico posvetitve te lepe katedrale, se pridružujemo molitvi skupaj s škofoma in verniki škofiji Celje in Murska Sobota, ki oblikujeta posebno cerkveno družino z imenom Metropolija Maribor. Palji predstavlja po obliki in po materialu jagnje nošeno na ramenih. Je simbol škofa dobrega pastirja in hkrati simbol jagnjeta, križanega za odrešenje izgubljenega človeštva. V ta namen je uporabljena volna in 6 črnih križev, prebodenih s 3 iglami, okrašenimi z dragulji, ki predstavljajo 3 žeblje Kristusovega križa. Palji je znamenje posebne povezanosti metropolita s papežem in znamenje oblasti, ki jo ima v občestvu s rimsko cerkvijo na svojo cerkveno pokrajino. Palji je liturgično znamenje občestva, ki povezuje Petrov sedež in njegovega naslednika z metropoliti in po njih z drugimi škofi po svetu. Papež predseduje cerkvi z oblastjo, ki mu jo je podelil Kristus. V prvi vrsti pa predseduje cerkvi v ljubezni. Palji mora spominjati dragega nadškofa Alojzija, da predseduje tej mariborski metropoliji tako, da živi ljubezen, ki jo zahteva vloga dobrega pastirja. Nadškof Alojzij je kot dobri pastir vabljen slediti zgledu blaženega škofa Antona Martina Slomška, kakor vas je opogumil sveti Janez Pavel II. V molitvi izgovorjeni na grobu blaženega Slomška. In povedal: ozirajte se, dragi bratje in sestre, na blaženega Slomška, ki je vedno gledal na človeka v danih okoliščinah in je znal videti težave, omejenosti in nemoč osebe, kakor tudi njeno veselje, njene možnosti, njena najplemenitejša stremljenja. Vsi mi tukaj zbrani, posebej verniki iz Maribora, Celja in Murske Sobote, s svojimi pastirji, bomo prosili Gospoda, naj pomaga nadškofu metropolitu Alojziju, da bo služabnik cerkve
v ljubezni in edinosti. Jaz, Alojzij Cvikl, verujem s trdno vero in priznavam vse in posamič, kar obsega veroizpoved namreč. Verujem v enega Boga, Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. In v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga. Luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi, sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki jo življa, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno, sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajanja mrtvih in življenja prihodnje veku. Amen. S trdno vero tudi verujem vse tisto, kar vsebuje napisana in izročena Božja beseda in kar cerkev bodisi slovesno odločitvijo, bodisi z rednim in vesoljnim učiteljstvom predlaga za verovanje kot od Boga razodeto. Zato trdno sprejemam in se bom držal prav vsega, kar glede verskega ali naravnega nauka cerkev dokončno določi. Poleg tega z versko poslušnostjo volje in razuma sprejemam nauke, ki jih izrečeta bodisi rimski papež, bodisi zbor škofov, ko nastopata kot avtentična učitelja, če tudi nimata namena teh naukov dokončno razglasiti. V slavu vsemogočnega Boga in v hvalu blažene Marije vedno Device ter blaženih apostolov Petra in Pavla, v imenu papeža Frančiška in Svete katoliške cerkve, v čast mariborskemu sedežu, ki ti je zaupan, in v znak metropolitanske oblasti ti izročam palij, ki je bil vzet z groba blaženega Petra, da ga boš nosil znotraj meja svoje cerkvene pokrajine. Ta palij naj ti bo simbol edinosti in dokazilo občestva z apostolskim sedežem. Naj bo ves ljubezni in spodbuda k srčnosti, da si boš tisti dan, ko pride in se razodene veliki Bog in knez pastirjev Jezus Kristus, lahko nadel oblačilo nesmrtnosti in slave, skupaj s tebi zaupano čredo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Dragi bratje in sestre, spoštovani vsi navzoči, danes obhajamo misijonsko nedeljo, ko Cerkev doživlja svojo mladost in moč poslanstva, ki ji je zaupano. S to slovesnostjo obhajamo že jutrišnji praznik, obletnico posvetitve naše stolnice. Hkrati se Bogu zahvaljujemo za 25-letno delovanje Karitas v mariborski metropoliji. Tej bogati vsebini današnjega bogoslužja smo že pridružili pomenljivo dejanje, podelitev palija našemu nadškofu metropolitu, monsignorju Alojziju Cviklu. V duhu smo povezani s svetim očetom, papežem Frančiškom, saj je palij vidno znamenje edinosti krajevne cerkve in njenega pastirja z vesoljno cerkvijo. Zato prisrčno pozdravljeni vsi, ki ste danes prišli k tej slovesnosti, posebej vsi duhovniki, redovniki, redovnice, vsi, ki to slovesnost spremljate prek medijev, vsi prisrčno pozdravljeni. Poseben pozdrav velja najprej vam, spoštovani gospod apostolski nunci v Republiki Sloveniji, monsignor dr. Juliuš Janoš. Hvala, da ste danes z nami, ko zastopate svetega očeta, papeža Frančiška in ste v njegovem imenu našemu gospodu nadškofu izročili palij, znamenje metropolitske službe. Poseben pozdrav vam, spoštovani gospod nadškof metropolit Alojzij Cvikl, ki boste vodili danes somaševanje in nas boste v homiliji tudi nagovorili. Med nami sta danes gospod škof iz Celja, monsignor dr. Stanislav Lipovšek in gospod škof iz Murske Sobote, monsignor dr. Peter Štumpf, ki skupaj z mariborskim nadškofom metropolitom po vzoru Jezusa, dobrega pastirja, vodita in bosta vodila Božje ljudstvo v 3 škofijah mariborske metropolije. Oba pozdravljena in dobrodošla danes med nami. Pozdravljam vas, gospod škof ordinarij iz Varaždina, monsignor Josip Mrzljak, ki ste danes v dopoldanskem času na mariborskem pokopališču Dobrava že vodili somaševanje in molili za žrtve, ki so se zgodile ob koncu II. Svetovne vojne v okolici našega mesta. Leto za letom prihajate pred praznikom vseh svetih v Maribor in molite na Dobravskem pokopališču. Danes ste prišli sem kot predsednik Karitas pri Hrvaški škofovski konferenci in odgovorni ste za dušno pastirsko hrvaških vernikov v Republiki Sloveniji. Prisrčno pozdravljeni tukaj v stolnici in hvala, da ste danes navzoči. Pozdrav zaslužnima mariborskima nadškofoma, metropolitoma, dr. Francu Krambergerju in Marjanu Turnšku. Hvala za tudi sedanjo tesno povezanost z mariborsko nadškofijo, metropolijo in vsemi nami, predvsem pa hvala za vajino molitev in žrtev za nadškofijo in molitev za njeno prihodnost. Pozdrav in iskrena hvaležnost vam, gospod škof dr. Jožef Smej, rubinomašnik, in že danes iskrene čestitke ob vašem imenovanju za častnega občana Mestne občine Maribor. Med nami pozdravljam predstavnika bratskih krščanskih cerkva, pravoslavnega duhovnika Milana Jovanoviča, predstavnika Srpske pravoslavne cerkve in evangeličansko duhovnico v Mariboru gospo Violeto Vladimiro Mesarič Jazbinšek, ki na tej slovesnosti danes tudi zastopa evangeličanskega gospoda škofa, gospoda Gezo Filo. Pozdrav vsem predstavnikov javnega in političnega življenja na čelu z gospodom županom Mestne občine Maribor, gospodom Andrejem Fištravcem in podžupanom gospodom Zdravkom Luketičem. Pozdrav voditeljem in zastopnikom ustanov povezanih z delovanjem mariborske nadškofije. Univerzo v Mariboru zastopa danes gospod Marko Jesenšek,
Teološko fakulteto v Ljubljani in enoto v Mariboru pa prodekanica Mateja Pevec Rozman. Ko se danes Bogu zahvaljujemo za 25-letno delovanje Karitas v mariborski metropoliji, s posebno pozornostjo prisrčno pozdravljamo generalnega tajnika Slovenske Karitas, gospoda Imreta Jerebica, ter vse vodstvo Nadškofijske Karitas Maribor na čelu z predsednikom gospodom Brankom Mačkom in generalnim tajnikom Darkom Bračunom. Prav tako pozdrav vodstvu Škofijske Karitas iz Celja in iz Murske Sobote. Pozdrav vsem vam, sodelavci Karitas po dekanijah in župnijah mariborske metropolije. Brez vašega sodelovanja, ki je tolikokrat povezano z žrtvijo, bi Karitas danes ne mogla delovati, še manj slaviti in se zahvaljevati. Prav tako pozdrav in iskrena hvaležnost vsem zastopnikom Karitas iz zamejstva in iz tujine, predstavnikom Rdečega križa in drugih humanitarnih organizacij. Po vašem bratskem sodelovanju z našo Nadškofijsko Karitas postajajo resničnost besede matere Terezije, ki je takole rekla, da skupaj v sodelovanju lahko naredimo veliko dobrega za ljudi v stiski in za Boga. Tako postajajo te besede resničnost. Sveto daritvijo se želimo Bogu zahvaliti za prehojeno pot, hkrati pa naš pogled usmerjamo v prihodnost s prošnjo za Božjo pomoč in varstvo. Naj bo ta današnja slovesnost zares Bogu v slavo in v zahvalo, nam vsem pa nova moč in pomoč za nadaljno skupno pot v vsem, kar je dobro, lepo, kar je plemenito, in za našo nadaljno povezanost z Bogom in rast naše vere, upanja in ljubezni. Slava Bogu na višavah.
Molimo. Sveti Bog, nas si izbral za žive kamne svojega večnega bivališča. Daj svoji cerkvi obilno milost, da bo tvoje ljudstvo raslo v viri in tako zorilo za nebeško mesto Jeruzalem. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Gospodu je bilo po volji, da svojega služabnika stre z bridkostjo. Če da svoje življenje kot daritev za greh, bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni. Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki. Za muko svoje duše bo videl luč, se bo svetlobe do sitega nagledal. S svojim trpljenjem bo moj pravični služabnik mnoge opravičil, njih krivde bo naložil nase. To je Božja beseda. Ty si môj
Berilo iz pisma apostola Pavla Hebrejcem. Bratje in sestre, trdno se držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Kajti nimamo velikega duhovnika, ki bi ne mogel imeti sočutja z našimi slabostmi, temveč enako skušanega vsem, razen v grehu. Bližajmo se torej z zaupanjem prestolu milosti, da dosežemo usmiljenje in najdemo milost za pomoč ob pravem času. To je Božja beseda. Gospod z vami.
Iz svetega Evangelija po Marku. Teda je Jezus poklical 12 in jim rekel: Veste, da ti, ki vladajo, veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik. In kdorkoli hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje odkupnino za mnoge. Poslušali smo Kristusov evangelij. Spoštovani gospod apostolski nunci v Republiki Sloveniji, monsignor Juliuš Januš, dragi sobrati v škofovski službi, predstavniki družbenega življenja, spoštovani predstavniki bratskih cerkva, dragi duhovniki, redovnice, redovniki, dragi bogoslovci, dragi bratje in sestre. Skoraj bo minilo pol leta, odkar sem tukaj v tej stolnici svetega Janeza Krstnika prejel škofovsko posvečenje in sprejel vodenje mariborske nadškofije. Takrat je bila nedelja dobrega pastirja. Veliko mi pomeni, da sem začel svoje služenje prav na to nedeljo. Podoba dobrega pastirja je ena prvih upodobitev za Jezusa Kristusa. To podobo najdemo na primer v rimskih katakombah. Tudi današnja slovesnost podelitve palja me znova povezuje z Jezusom, dobrim pastirjem. Prijel sem pali tkanino iz volne, to starodavno znamenje, ki so ga škofje v Rimu nosili že v 4. stoletju. Ponazarja pa Kristusov jarem, ki je naložen gospodovemu služabniku. To znamenje razumem kot vnovično Gospodovo povabilo za zvesto izpolnjevanje Božje volje v službi, ki mi je bila naložena. Zavedam se, da je to pot za Gospodom, ki človeka presega, a hkrati je to pot Božjega Sina, ki pa prinaša odrešenje. Izročen pali pa me hkrati spominja na Jezusove besede o izgubljeni ovci. Tisti bolni in slabotni ovci, ki se je zapletla v trne in si jo je Jezus, dobri pastir, nadel na svoje rame. To je torej znamenje, da smo kot cerkev vsi skupaj, v prvi vrsti pa škofje in duhovniki, poslani k tistim, ki so zašli, ki so se izgubili in iščejo pot, ki bi vodila v življenje. Koliko ljudi je danes, ki iščejo, ki čutijo v sebi osamljenost, ki nosijo v sebi občutek, da jih nihče ne opazi, da jih nihče ne ljubi. Vsem tem želi Jezus, dobri pastir, po nas, kristjanih, prinesti Božjo ljubezen in Kristusov mir. Poslanstvo cerkve in nas, kristjanov, je, da smo na poti. Na tej poti želimo biti blizu vsem, ki iskreno iščejo resnico, posebej pa še vsem, ki so na kakršenkoli način v
v preizkušnjah, ki trpijo bodisi duhovno ali pa materialno. Prvi učitelj na tej poti za nas kristjane je Jezus, Božji sin. On sam je postal jagnje, postavil se na stran tistih, ki so zašli, ki trpijo, ki so porinjeni na rob družbe. Na ta način se nam res razodeva kot pravi pastir, ko pravi, jaz sem dobri pastir in dam življenje za svoje ovce. Pri Jezusu ni v ospredju moč ali želja po oblasti, temveč je v ospredju ljubezen. Tudi mi vsi smo bili odrešeni ne po moči, temveč po Božji ljubezni in Božji potrpežljivosti. Danes, ko mi je naloženo na ramena to starodavno znamenje, še bolj čutim svoje poslanstvo. Voditi vernike na pašo tja, ker je pravo dobro za vsakega človeka, in sicer k Bogu, ki edini lahko zasiti našo lakoto, ki lahko poteši našo žejo. Ob osebnem srečanju z Jezusom po sakramentih, posebej še v presveti Evharistiji, človek začuti, da je na Božjih ramenih, da je Božje usmiljenje neizmerno, da je človek lahko srečen, ko je sprejet, ko je ljubljen od samega Boga. To je tudi sporočilo današnjega evangelija. Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal življenje v odkupnino za mnoge. V tem stavku najdemo najlepšo definicijo, ki jo je Jezus izrekel samo sebi. V tej definiciji najdemo razlog za njegov prihod na svet in bivanje med nami. Jezusovi učenci bomo, če bomo delali to, kar je on počel. V cerkvi je od vsega začetka bila poleg oznanjevanja in liturgije še tretja veja njenega poslanstva, diakonija, služenje. Danes to poslanstvo poznamo pod besedo caritas, kar pomeni dejavna, nesebična ljubezen. Služenje nikoli ne smemo čutiti kot breme, saj je znamenje našega osebnega odnosa do Boga in je zavest, da smo sad Božje ljubezni in Božje dobrote. Iz te zavesti, obdarovanosti se rojeva naš odgovor kot težnja in želja, da tudi mi hočemo posnemati Boga v ljubezni do bratov in sester. Danes pri tej sveti maši se Bogu zahvaljujemo za 25-letno delovanje Caritas v mariborski nadškofiji in metropoliji. Zato naj bo z tega mesta izrečena danes iskrena zahvala vsem, ki vodite nadškofijsko Caritas v Mariboru, škofijsko Caritas v Celju in v Murski Soboti. Hvala vsem voditeljem župnijskih Caritas in seveda zahvala vsem vam, dragi sodelavci. V teh 25 letih je Caritas dokazala, da je dorasla v vsaki situaciji, da je sposobna v vsej iskrenosti in iznajdljivosti se soočiti tudi z velikimi izzivi, in ki so včasih zelo zahtevne. Temu smo priče ravno te dni, naprimer včeraj v soboto od 6 naprej, pa do danes neprekinjeno, 20 prostovoljcev dela v Šentilju, na Gruškovju, središče ob Dravi. Samo v Šentilju je 1300 beguncev, ki jih je potrebno postreči. Poslanstvo Caritas je, da na človeka gleda celostno, kot celoto, v vsem človekovem dostojanstvu in ne samo na njegove materialne potrebe. Delovanje Caritasa nam kaže, da ne iščejo le človeka, ki potrebuje obleko, hrano ali pa zdravila. Ob vseh materialnih potrebah želijo človeku nuditi bližino, toplino, sočutje, prijazno besedo in seveda spodbudo za pot naprej. V 25 letih se je skala mreža dobrote in sočutja. To mrežo želimo z Božjo pomočjo ne samo vzdrževati, ampak jo želimo še razširiti. Zato zelo želimo,
da bi se v delo in poslanstvo Caritas vključili tudi novi člani. Vsak je dobrodošel, za vsakega je prostor, še posebej je prostor za vas mlade, da prinesete v poslanstvo Caritas svežino in mladostni zagon. Moč in navdihe pri delu Caritas vedno išče v poglobljeni veri, pri sveti daritvi in molitvi. To je pot, da v drugem lahko vedno znova prepoznamo dostojanstvo in Bogu podobnost. Ob tem prinašamo v svet upanje, luč, odrešenje, da bi se tisti, ki jih pestijo raznovrstne preizkušnje, čutili sprejete, nagovorjene, predvsem pa potrjene v njihovem osebnem dostojanstvu. Danes pri tej slovesnosti obhajamo tudi praznik ob obletnici posvetitve naše stolnice. Tolikokrat pri bogoslužju slišimo pomembno resnico, da smo Božji otroci, da smo ena sama velika družina, da smo bratje in sestre med seboj. Vedno znova se to na viden način kaže pri obhajanju bogoslužja v naših cerkvah. Blažni Anton Martin Slomšek je 4. septembra 1859 prenesel škofijski sedež iz Šentandraža v Lapovski dolini na Koroškem v Maribor. S tem dejanjem pa je takratna mestna župnijska cerkev svetega Janeza Krstnika postala škofova cerkev stolnica. Praznik posvetitve, 19. oktober, pa je hkrati spomin na leto 1890, ko je tedajni lavantinski škof Mihael Napotnik doma iz Stepanskega vrha v župniji Slovenske Konjice, ki je škofijo vodil od leta 1899 do 1922, to takrat povsem prenovljeno cerkev ponovno posvetil. Naša stolnica svetega Janeza Krstnika je tudi tesno povezana z našim mestom Maribor. Od leta 1300 si je mesto za svoj simbol vzelo goloba. Golob je simbol svetega duha in je omenjen v dogodku, ko je Janez Krstnik krstil Jezusa v reki Jordan, na začetku Jezusovega javnega delovanja. Tako simbol goloba povezuje stolnico in mesto Maribor. Verjamem, da ni slučaj, da tako stolnica kot mesto Maribor v teh dneh praznujeta svoj praznik skupaj in vesel sem, da je z nami tudi gospod župan, da tako skupaj molimo tudi in prosimo blagoslova za mesto Maribor. Stolnica je naš skupen dom, kjer se srečujemo z Gospodom in med seboj, ker se posvečujemo in postajamo boljši. Tukaj doživljamo, da smo ena sama družina. Stolnica je mati in glava, po latinsko mater et caput, vseh cerkva v škofiji. Zato je današnji praznik za vso mariborsko naškofijo, še posebej pa je to praznik za to občestvo, ki se v stolnici redno zbira pri oltarju in tukaj najde svoj dom. Po stolnici, ki je osrednja cerkev v naši naškofiji, doživljamo in čutimo tudi naše vraščanje in povezanost z vesoljno cerkvijo in tudi povezanost z papežem Frančiškom. Vsi smo udje enega Kristusovega telesa, zato tukaj molimo drug za drugega in si zdravi pomagamo, da bi se Božje kraljestvo veselja, pravičnosti in miru in ljubezni vedno bolj širilo v vsej polnosti in zaživelo med nami. Misijonska nedelja, ki jo obhajamo, je zato spodbuda, da bi v duhovni povezanosti s kristjani ostali po vsem svetu. Vir te povezanosti pa je Sveti Duh, ki vsem navdaja moč in modrost, da lahko veselo oznanilo Jezusa Kristusa ponesemo tja, ker za to oznanilo še niso slišali ali pa so že nanj pozabili. Danes imam še posebej v mislih vse misionarke in misionarje. Podprimo jih z molitvijo, pa tudi materialno, da bo po njihovem oznanjevanju in delovanju se širilo Božje kraljestvo in se bo tako rojeval svet, ki bo bolj pravičen in bolj solidaren. Izročimo vsa svoja prizadevanja Marijinemu varstvu.
Ona, ki je podoba ponižnega in veselega oznanjevanja evangelija, naj nam pomaga, da bi svoje poslanstvo razumeli vedno kot ponižno in veselo služenje in da bi naša stolnica in naše cerkve vedno bolj postajale kraji molitve in kraji, ker bi se verniki čutili sprejete in nagovorjene. Misijonska zavest nas vabi, da ne mislimo samo na domač kraj ali na našo malo Slovenijo, ampak da mislimo tudi na ves svet, še posebej pa na tiste kraje, kjer delujejo naše misionarke in misionarji. Posebej pa naj bo poslanstvo nas, kristjanov, v sodobnem svetu caritas, naj bo ljubezen. V tem smislu naj bo tudi naša nadškofijska caritas, glasilka te caritas, naj ostane znamenje Božje dobrote in Božjega usmiljenja, da bo vedno prinašala plamen upanja, toplino in Božjo ljubezen. Amen. Na začetku te svete daritve, pred podelitvijo palija, sem jaz izpovedal vero, sedaj pa povabim še vas, da jo vi izpoveste. In sicer vam bom postavil vprašanja tista, ki se postavljajo pri podelitvi krsta. Tako bomo tudi mi obnovili krstne obljube in našo predanost Kristusu. Dragi bratje in sestre, ali se odpoveste hudemu duhu, vsem njegovim delom in vsemu njegovemu napuhu? Verujete v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje? Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz device Marije, umrl in je bil v grob položen, ostal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi? Verujete v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajanje mesa in večno življenje? Dragi bratje in sestre, to je naša vera, to je vera cerkve, to ponosno izpovedujemo Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Bratje in sestre, Jezus, naš večni duhovnik, ima sočutje z našimi slabostmi, zato se zaupanjem bližajmo prestolu milosti, da nas usliši o pravem času. Za vesoljno cerkev, da bi nebeško kraljestvo, ki ga oznanja tudi za življenje mnogih misionarjev med nami, raslo in se kazalo v dejanjih. Za svetega očeta Frančiška, našega nadškofa Alojzija in vse pastirje, naj z vero in modrostjo kažejo pot, zaupamo jim ljudstvo in tudi vsemu človeštvu. Prosimo te, usliši nas. Za našo metropolijo, da bi resnično spoznavala in živela pot edinosti in povezanosti v svojem duhovnem očetu blaženemu Antonu Martinu Slomšku. Prosimo te, usliši nas. Za trpeče in bolne, da bi zmogli na svojem telesu dopolnjevati Kristusovo trpljenje v odrešenje vse cerkve in vse nas, da bi jim znali stati ob strani, saj v njih živiš in trpiš ti, naš odrešenik. Prosimo te, usliši nas. Za Caritas, da bi zmogla ob vseh stiskah in preizkušnjah današnjega človeka ohraniti odprtost, da bo njen odgovor na te stiske odgovor, ki ga ti daješ človeštvu. Prosimo te, usliši nas. Za vse sodelavce in prostovoljce Caritas, blagoslavlja njihovo dobro voljo in pripravljenost biti tu. Prosimo te, usliši nas. Za naše rajne brate in sestre, dobrotnike tega svetišča, misionarje,
sodelavce Karitas, naj jim bo delež tvoje gostije neminljivo plačilo za vso dobroto. Gospod Jezus, ki si prišel, da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge, sprejmi naše prošnje in jih usliši, ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Dobri Bog, Škofijska Karitas Murska Sobota ti na oltar prinaša ta kruh perec, tradicionalni kruh, ki je spleten iz 2 ali 3 pramenov testa v kito in se zaključi v obliki venca, kot so naša prizadevanja in medsebojna pomoč spletena v vez nedeljive ljubezni in spoštovanja do slehernega, zaokrožena v vencu odgovornosti v odnosu do ubogih med nami, tako naj naša daritev tebi ponavzočuje našo iskreno življenjsko odločitev, da bi se najtesneje lahko združili s tabo in v slehernem sočloveku videli tvoje telo, ki se razdaja za nas. Dobri Bog, Škofijska Karitas Celje ti na oltar prinaša ta beli hlebec kruha, ki je skrbno in spoštljivo pripravljen iz mnogih zrn, ki so se dala na razpolago, da bi nasitila lačne. Tako kot kruh nastaja iz mnogih zrn, je tudi Karitas sestavljena iz številnih prostovoljcev, ki po zgledu našega Gospoda Jezusa Kristusa želijo delati dobro za sočloveka v stiski, da bi lahko vsi okušali dobroto in se nasitili tvoje ljubezni ter ljubezni do bližnjega. Dobri Bog, Nadškofijska Karitas Maribor ti na oltar prinaša ta dišeči, rženi, temni hlebec kruha, ki se je pekel v vroči peči. Kot testo, ki se šele v vročini peči spremeni v dišeči kruh, tako naj tudi ogenj Svetega Duha vse sodelavce in prostovoljce Karitas utrdi v dobrem in nas obdarja svojimi darovi, saj bomo le tako lahko, kot dober kruh, širili okoli sebe prijeten Kristusov vonj karitativnega, predvsem pa občestvenega, krepostnega življenja. Dobri Bog, vse 3 Škofijske Karitas Mariborske metropolije ti na oltar prinašajo vsaka svoj hlebec kruha, združenega v enega, okrašenega znakom Karitas, ki simbolizira odprto dlan, ki ponuja luč upanja vsem, ki so zašli v stisko. V razlomljenem kruhu smo vsi, ki ga prejmemo, eno z Jezusom. Kot je Kristus tista skupna točka, ki nas vedno bolj povezuje med seboj, tako je delo vseh 3 škofijskih Karitas usmerjeno v eno skupno točko, v točko ubogega, v točko človeka v stiski, preko katerega kljub različnosti, avtonomnosti, svojstvenosti postajamo vedno bolj eno občestvo, postajamo en lep, bel dišeč, spleten hlebec kruha, ki se daje na razpolago ubogim, kot se je dal Kristus na razpolago nam za naše zveličanje. Naj ta naša skupna daritev ponazarja, da pri svojem delu in življenju vedno v svojo sredo sprejemamo tebe, dobri Bog, ki nas ves čas povezuješ med seboj, tudi takrat, ko smo vsak v svoji krajevni škofiji, na delovnem mestu ali kjerkoli drugje. To nam je lahko v pomoč, da se tudi kot bratsko občestvo še močneje povezujemo med seboj in hkrati utrjujemo našo vez s teboj, ki si živa Karitas, ki si poosebljena ljubezen. Takrat se spomnim, da
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, sprejmi prineseni dar, da nas boš poživil z močjo svetih sakramentov in uslišal vse naše prošnje po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, k višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog. V svoji dobroti prebivaš v hišah molitve, da nas vedno podpiraš svojo milostjo in nas spreminjaš v svetišče Svetega Duha, ki naj žareva tvojo svetost. Vidna cerkev je tudi podoba žive cerkve, Kristusove neveste, ki jo z nenehnim delovanjem posvečuješ, da jo boš nekoč sprejel v svojo nebeško slavo kot srečno mater brez številnih otrok. Zato te skupaj s vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno pojemo. Svet
Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Porišno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se Gospod svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Alojzijem, vsemi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, svetim Janezom Krstnikom, svetim Lukom, blaženim Antonom Martinom Slomškom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, za čast in slava, na vse veke vekov. Pri vsaki sveti maši se povezujete nebo in zemlja. Cerkev na zemlji s cerkvijo nebeški slavi. Pri tej sveti maši tudi na poseben način krajevna cerkev za vesoljno cerkvijo. Z svetim očetom in z brati in sestrami po širnem svetu. Pri tej sveti maši na poseben način saj ste z nami vi, spoštovani gospod apostolski nunci, ki vidno predstavljate svetega očeta med nami in ste danes tudi nam podarili to znamenje te edinosti, krajevne in vesoljne cerkve.
Pa ne samo krevne vesoljne cerkve, tudi krevne cerkve, saj smo tukaj pali pomeni to častitljivo ustanovo, ki se imenuje metropolija in naš nadškof metropolit uresničuje svojo službo skupaj z dvema škofijama Murska Sobota in Celje. In med nami so tiste dobro znane obstoječe vezi, ki uresničujejo odrešensko poslanstvo cerkve, njeno oznanjevanje, bogoslužje in karitas. So pa še druge prisrčne vezi, dovolite, da jih malo omenim. Gospod nadškof izhaja iz celjske škofije in vrši službo tukaj za mariborsko metropolijo. Blaženi škof Slomšek nas tudi močno povezuje, rojen na področju sedanje celjske škofije. Tam je začel tudi svoje duhovniško in škofovsko poslanstvo in je danes naša luč na poti življenja za vso cerkev v metropoliji in cerkvi v Sloveniji. Duhovniki, rojeni v celjski škofiji, delujejo v mariborski škofiji in obratno. Mariborski v celjski in murskosoboški v mariborski in mariborski v murskosoboški. Poglejte, koliko je teh prisrčnih vezi, ki naj bogatijo to naše skupno delo za Božje kraljestvo, tudi sedaj našo molitev, ko se zaupno vračamo k Očetu. Z molitvijo, kako nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus, ki jo bomo zapeli, in naj bo to znamenje te naše prisrčne edinosti, Bogu v čast in za blagor Božjega kraljestva med nami. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, saj si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak glej na vero svoje cerkve. Utrdi jo miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodu mir naj bo vedno z vami. Cerkev, ki živi v edinosti in miru, na poseben način močno okuša blaženost nebes. Ko je Kristus molil za edinost cerkve, je že doživljal agonijo, trpljenja in smrti na križu. Ko pa je vstal od mrtvih, je cerkvi podaril mir. Nadškof metropolit Alojzij najbolj potrebuje našo edinost z njim in pa mirne čase. In stisk roke svojemu bližnjemu, sedaj v cerkvi, naj pomeni našo pripravljenost, da bomo molili za to edinost in mir v metropoliji in če je treba, da bomo za to tudi trpeli.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. K svetemu Kainu boste lahko pristopili na večjih mestih, zato počakajte, da pride v bližino vas škof.
molimo. O Bog, ustanovil si svojo církev, da nam kot vidno znamenje nebeškega Jeruzalema predstavlja neminljive dobrine. Skrivnosti, ki smo jih prijeli, naj nas spremenijo v svetišče Tvoje milosti, da bomo dospeli k Tebi v dom Tvoje slave, po Kristusu našem Gospodu. Dragi mi bratje in sestre v Kristusu, spoštovani gospod naš škof metropolit Mariborski, gospod Nuncij v Sloveniji, oba škofa metropoliji iz Celja in Sobote, spoštovani naš škofi in škofje, spoštovani duhovniki, redovnice, bogoslovci, ostali visoki gosti iz domovine in tujine, v tem svetišču velikokrat odmeva hvala večnemu Bogu. Tudi danes najmogočno doni zahvalna pesem Tebi vsemogočni Bog, hvala za današnji dan, da znali smo združiti v eno celoto več stvari. Kot ena družina se zahvaljujemo za naš škofa metropolita Alojzija, da je iz Nuncijevih rok prejel pali znamenje polnomočne oblasti v metropoliji Maribor. Zahvala za misijonsko nedeljo. Zahvala ob praznovanju obletnice posvetitve naše stolnice, matere vseh cerkva v nadškofiji. Zahvalna pesem pa bo donela tudi za 25 let Karitas v nadškofiji metropoliji, za srebrnino, ki se je lepo razrasla veliko mrežo po vseh župnijah in še raste, ter daje zavetje ter novih moči mnogim ljudem v stiski in tudi strehe nad glavo, in to v Mariboru, Slovenskih Konjicah, Šentjanžu pri Dravogradu, Staršah, Lenartu, Veliki Polani, Žalcu in Mozirju. Hvala za vse sodelavce v tej mreži Karitas danes in tistim, ki so hodili to pot z nami le nekaj časa. Hvala tudi tistim, ki so že pri nebeškem Očetu, naj posredujejo za nas. Hvala naj doni tudi za vse tiste, ki so nas učili hoditi to pot in s katerimi smo in še sodelujemo v domovini in tujini. Celovec, Gradec, Linz, Švica, Berlin, Köln, München, Molina Sila, Jablanica, Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Zenica, Zagreb, Beograd, Zrenjanin, Vršac, Aleksinac, Niš. Hvala za vse darovalce, za vse tiste, ki so in še najdejo za trenutek topel dom in zavetje v mreži Karitas pri sodelavcih, ko so v duhovnih, duševnih ali materialnih stiskah. Hvala škofom za pogum in odločitev, da ste se pred 25 leti odločili in ustanovili Karitas Sloveniji in s tem je bil položen temeljni kamen, če se smem tako izraziti. S tem je bila dana možnost in je dana vsem, posebej pa nam, kristjanom, da lahko tudi dejavno, predvsem pa javno uresničujemo zapoved ljubezni do bližnjega. Kot takrat smo tudi danes vsi poklicani, da se trudimo za boljši svet. Nadškofijska Karitas Maribor je v teh letih postala zgled aktivne cerkvene humanitarne organizacije, postala je svetla luč v tunelu pasivnosti in pesimizma, ki vse bolj zajeda našo družbo. Lahko rečem, da Nadškofijska Karitas Maribor daje priložnost vsem, da razvijajo svoje talente, da udejanjajo svoje krščansko življenje, predvsem pa je dala možnost vsakemu izmed nas, da naredimo nekaj lepega, dobrega in prijaznega za sočloveka in za Boga, posebej za sočloveka v stiski. S svojim karitativnim delom in tudi molitvami bogatimo slovensko družbo in v njej puščamo edinstveno sled ljubezni in medsebojne solidarnosti. Nadškofijska Karitas ima kot povezovalka mnogih prostovoljcev, sodelavcev, darovalcev in prejemnikov pomoči, kot povezovalka mnogoterih humanitarnih in socialnih programov pomembno vlogo na lokalni, kakor tudi na slovenski ravni.
Posebno vlogo pa ima kot glasnik krščanskih vrednot, ki jih je potrebno živeti in udejanjati, ne le o njih govoriti. Hvala vsem. Hvala vsem prostovoljcem, vsem sodelavcem, vsem ljudem odprtih src in dlani. Hvala za vseh 25 let. Hvala, da smo skupaj gradili mostove in jih še gradimo. Hvala vsem za vsako minuto dragocenega časa, ki smo ga v teh 25 letih podarili bližnjemu, posebej sočloveku v stiski. In hvala vsem, ki ne obsojate, če nam kaj ne uspe. Hvala vsem, ki nam pomagate, da poskusimo zopet in znova. In hvala vsem, ki v slehernem sočloveku vidite prijatelja za odgovorno pot solidarnosti in medsebojne pomoči. Hvala naj danes doni ob iskrenih čestitkah celotni mreži Karitas Sloveniji za srebrni jubilej in Bog nam daj še mnogo let in mnogo ljudi odprtih src, da naj doni hvala večnemu Bogu. Tebe, Boga, hvalimo. Spoštovani gospod nadškof in metropolit Alojzij. Veliko čast mi je, da vas smem na današnji slovesnosti pozdraviti in nagovoriti v imenu skupine katoliških izobražencev v Mariboru. Dovolite mi torej, da izrazim naše veliko veselje o podelitvi palija, znamenja vaše nadškofovske in metropolitske oblasti in časti, ki vam ga je po naročilu njegove svetosti papeža Frančiška izročil gospod apostolski nuncij nadškof Julius Janus. Iskrena in prisrčna hvala svetemu očetu Frančišku za ta izjemen znak časti in hkrati velike odgovornosti. Predvsem pa hvala ljubemu Bogu, od katerega prihaja vsak dober dar.
Vam, spoštovani gospod nadškof in metropolit, pa iskreno čestitamo in vam zagotavljamo našo molitveno in vsakršno drugo podporo, ki smo vam jo zmožni ponuditi in jo z Božjo pomočjo tudi udejanjati. Spoštovani gospod nadškof in metropolit Alojzij, člani naše skupine se radi spominjamo prvega srečanja z vami maja letos. Tako upamo, da boste kmalu našli čas za ponovno srečanje. To željo opiramo na prepričanju, da ste med pogovorom prepoznali našo odkrito in dobronamerno zavzetost in skrb za našo nadškofijo in metropolijo. Zato dovolite, da ponovno izrazimo veselje nad vašim imenovanjem za nadpastirja Mariborske metropolije. Daj vam Jezus Kristus, naš Gospod in odrešenik, nakloni obilje blagoslova in modrosti v odločanju, poguma v iskanju pravih evangelijskih rešitev, iskrene naklonjenosti najožjih sodelavcev, trdnega zdravja in vedrega razpoloženja, saj je veselje v Gospodu naša moč in pomoč. Vse to vam iskreno želimo in vas veliko naklonjenostjo pozdravljamo, člani skupine katoliških izobražencev v Mariboru, v njihovem imenu vaš soimenjak Alojz Ivanušič. Še nekaj oznanil, preden sprejmemo mašni blagoslov. Ob koncu res Bog povrni vsem, ki ste kakorkoli pomagali oblikovati današnjo slovesnost. Zahvala stolnemu zboru in instrumentalistom, zahvala karizmi, zahvala bogoslovcem, ministrantom, mežnarjem in mnogim tistim, katerih dobroto boste okušali šele sedaj čez nekaj trenutkov. Res Bog povrni vsakemu in vsem za to, da smo obhajali to lepo bogoslužje, ki je imelo svojo dolžino tudi zaradi kar nekaj namenov, ki smo jih povezali. Bog povrni televiziji Exodus, ki je to sveto daritev direktno prenašala, Radio Maribor, ki bo nocoj med 8. in 22. uro, se bomo kmalu končali, nekako posredovalo svojim poslušalcem to, kar smo tukaj doživljali, Radio Ognjišče, Radio Vatikan in vsem. Sedaj po sveti maši, čeprav mogoče nocoj z veseljem, koga čakajo navijaške dolžnosti, pa ne se bati, dovolj bo še časa, če se nekaj časa zadržite ob stolnici v skupnem praznovanju in po užitju vsega tega, kar smo in so pridne roke, ne samo iz naše župnije, ampak iz mnogih župnij dekanijskih Karitas pripravili. Res, vzemite si čas, saj se splača veseliti. Samo dve oznanili, ostalo si lahko preberete v oznanilih, ki jih najdete nekje pri vratih ali tam v bližini. In sicer vabljeni danes teden ob 10. uri v našo stolnico, ko bo med nami Pedro Opeka. Nagovoril nas bo in nas povabil k dobroti. Res, vzemimo si tudi za to čas. V četrtek zvečer pa povabljeni k frančiškanom ob 19. uri, da skupaj z Podaj mi roko, tisto molitvijo v duhu Asizija, ki jo je začel sveti Janez Pavel II., nadaljujemo našo molitev za edinost. Takoj po mašnem blagoslovu bo tajnik nadškofijske Karitas Maribor prinesel gospodu nadškofu in obema škofoma v mariborski metropoliji Karitasovo svečo.
V duhu znaka Karitas bodo škofje to svečo zaupali svojim predsednikom Karitas škofijskih in potem leti trije bodo prižgali to svečo predstavnikom dekanijskih Karitas naše metropolije. Počakajte na mestih, kajti prišli bodo do vas, da vam to luč prižgejo. Želimo in na Karitas želijo predvsem, da ta luč razsvetli to našo stolnico, razsvetli naša srca in da ta plamen, ki bo sicer zunaj zaradi vetra ugasnil, ponesemo kjerkoli že smo, da ne bomo govorili o Karitas, da ne bomo razmišljali o Karitas, da ne bomo debatirali o Karitas, ampak da jo bomo živeli drug z drugim in s tistimi, ki jih srečujemo. Še enkrat res Bog povrni vsem za današnji dan. Tudi z moje strani hvala vsem, sedaj pa se skupaj pripravimo za Božji blagoslov. Gospod z vami. Bog, Gospod nebes in zemlje, ki nas je zbral v spomino posvetitve te cerkve, naj vas obilno blagoslovi. V svojem sinu je hotel zbrati vse svoje razkropljene otroke, naj vam da boste njegovo svetišče in prebivališče Svetega Duha. Svojo milostjo naj vas očisti, da bo mogel prebivati v vas in vam dati dedično večne blaženosti vsemi svetimi. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Svoje oči sem videl zveličanje, ki si ga pripravil vsem ljudstvom. Kristus, luč razsvetljenje vseh narodov in slavo Izraela, ljudstva tvojega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej